Lepo pozdravljeni med knjižnimi policami Celjske Mohorjeve družbe, kjer danes iščemo odgovore in odkrivamo smisel. Skupaj se podajamo na pot logoterapije. Njen utemeljitelj je dunajski psihiater, nevrolog Viktor Frankl. V iskanju tistega, kar človeka žene na najgloblji ravni, je na človekovi svobodni volji, volji do smisla in smislu življenja, po Freudu in Adlerju, utemeljil tretjo dunajsko šolo oziroma psihoterapevtsko smer. Po koncu druge svetovne vojne je Viktor Frankl zapisal: "Bil sem povsem običajen zapornik, nič več kot zgolj številka 119104. Po 3 letih nedoumljivega trpljenja v koncentracijskih taboriščih in po izgubi vsega, kar človeku daje smisel, je ta mož v 92 letih svojega življenja zastavil temelje logoterapije in z njo še danes navdihuje na milijone ljudi po vsem svetu." Letos smo na knjižne police Celjske Mohorjeve družbe v zbirki Smisel, ki jo ureja dr. Jože Ramovš, postavili 2 novi knjigi, in sicer Franklovo avtobiografijo Moj odgovor življenju ter Iskanje Boga in vprašanje smisla, pod katero sta se podpisala Viktor Frankl in Pinchas Lapide. Ob bok tema 2 danes postavljamo še biografsko delo Jennifer Tege v sodelovanju z Nikolo Selmar, Ded Amon bi me zagotovo ustrelil. Vse 3 knjige je mojstrsko prevedel gospod Rudi Meden. Obema prav lep pozdrav. Življenje vsakomur med nami postavlja vprašanje: kaj bomo storili, s čim bomo izpolnili svoj čas in kako uresničili svoje poslanstvo. Iskanje odgovora na to vprašanje se ne da preložiti na prav nikogar drugega. Na to vprašanje lahko odgovorimo le tako, da za svoje življenje prevzamemo odgovornost. V bogati beri zbirke Smisel in v slovenščino prevedene logoterapevtske literature bi morda pomislili, da nam Frankl ne more povedati nič novega. Dr. Ramovš, v luči prve knjige, ki je zatresla svet, ene najbolj vplivnih knjig, torej Psiholog v taborišču smrti oziroma Kljub vsemu življenju reči da, kot jo poznamo pri nas, in te njegove zadnje knjige, ki naredi črto pod vse skupaj. Kakšen je ta log in kako pomembna je ta knjiga, ki jo danes držimo v rokah? Ja, mislim, da je to pravzaprav najbolj primerno vprašanje, kakšen je log med prvo polovico Franklovega življenja, ki ga končuje sredi življenja, pisal je pri 46 letih, a ne, Kljub vsemu rečem življenju da, in med to, ki jo je malo pred koncem, recimo 2 let pred koncem življenja napisal, se pravi 45 let pozneje, pri 90. Prvo zadeva, da ta prva obračun nad prvo polovico življenja je pravzaprav obračun ne nad celotnim življenjem njegovim, ampak samo nad zadnjimi leti, ko je doživljal koncentracijsko taborišče. To se pravi od Anschlussa avstrijskega, ko je Hitler Avstrijo priključil, pa so začeli Jude blago preganjati, pa potem pa so z njimi delali tako imenovani končni obračun, Endlösung, ker pomeni, da je treba vse do zadnjega počistiti. To se pravi edini pravi načrtni genocid verjetno v zgodovini človeštva, ki se je dogajal. In Dunaj je bil to zelo v ospredju. Malo je bilo na Madžarskem, na Hrvaškem recimo, morda še malo bolj ostrega čiščenja Judov kot tam. In Frankl je relativno dolgo svojo družino z ženo, staršema, sestro in tako naprej ostal varen zaradi svojega dela. Pa pravzaprav ne točno zaradi svojega dela, vse psihiatrov je bilo veliko po umobolnicah in nacizem na ljudi, ki so manj vredni, recimo duševni bolniki, stari ljudi ali kakorkoli, ni dal veliko, imel pravzaprav prvi v 4-5 tisočletni evropski zgodovini totalno evtanazijo teh ljudi. Legalno, to kar zdaj Evropa pozmoti, tišči spet v to
zmoto veliko antropološko. To je nacizem imel dosledno vse, ampak med njimi, med nacisti, kot je Frankl zmeraj poudarjal, so pa zmeraj na vseh straneh dobri in slabi ljudje. In njegov šef, nacist v bolnici za duševne bolezni, je bil dober človek, ga je čuval, ga je rabil in ga je čuval, tudi človeško ga je čuval, vendar pa 42 leta je bilo pa konec, so že dovolj počistili in ni bilo več veliko rezerve, je šel pa tudi Frankl s svojo družino v taborišča, najprej v zbirno taborišče na Češkem, Terezijenštat, zbirno, kjer so ga kazali nacisti kot vzorno, z vrtcem, z mošejami, s šolo in tako naprej. Tam mu je oče umrl na rokah, ostali del družine pa v Auschwitz. Tam potem pa je vse zgubil, samo oni pa potem pa ne v Auschwitzu, ampak na Bavarskem, v Dachau oziroma podružnici Türkenfeldu je dožakal osvoboditev. Vendar pa osvoboditev, ko je imel 40 kg teže, čeprav ni bil velik, ampak to je bila le kost pa koža, pa tifus je prebolel prej. Tako da vidite, prva knjiga je obračun nad največjo možno tragiko, ki lahko v življenju človek doživi. Popolnoma po krivici zgubiš vse, življenje pa ostane na naključni nitki in to. In ta obračun je velik. Ta obračun je velik, zato je to tako recimo med najbolj branimi knjigami v drugi polovici 20. stoletja. Napisal jo je pa tako rekoč, ko je prišel nazaj na Dunaj v prazno stanovanje, ker je bil prepričan, da žena bo preživela in da je preživela, da ga že čaka, ker on je pozneje prišel. Pa ni bilo, je bilo prazno stanovanje in potem je ugotovil, da je žena mrtva, da je pred koncem vojne umrla, oziroma bila v celici plinski zaplinjena, eutanazirana. Tako da se mu je pa podaril svet. Njemu se pa je takrat podaril svet, tako rekoč, kot se reče, za ubice. Ničesar več ni videl na svetu, nobenega smisla, razen to, da kar je do takrat prvo polovico življenja delal, domislil, to se pravi logoterapijo, da je napiše. Pa tudi tega ni mogel. Ni mogel. In zato je potem na dušek napisal tako rekoč v enem zamahu, v enem tednu ali kaj takega, po noči in po dnevu to knjigo, kljub vsemu rečem življenju, da to je veliko delo. Lukasova, njegova najbolj znana svetovna učenka, pravi, s tem si je Frankl postavil spomenik nad prvo polovico življenja, ki je odšla, ki je umrla. Kadar nekaj doživimo zlasti hudega, takrat je treba postaviti spomenik, vendar ne spomenik jamranja pa kritiziranja, kdo je kriv. Pa Bogi jaz, pa od moje žene mož, a ne to, kar jamramo stari. Bogi jaz, pa od moje žene mož, a ne? Pa kdo je kriv? Vsi so krivi. Od goloba do papeža, a ne? Krivce iskati, pa sebi se smiliti, pa jamrati, to je smrt, to ni spomenik. Narediti pa resen obračun, kaj sem doživel, kaj se je dogajalo. Brez zamere, brez sovraštva in brez smiljenja, ampak dejstva taka kot so, pa iz teh dejstev izluščiti nekaj velikega. Sem preživel. Večina ni, jaz pa sem, to je Frankl imel pred očmi, in če sem preživel, moram še nekaj narediti, me nekaj čaka. Tudi na mesto tisti, ki ni. Glejte, to je prva polovica. To je ta knjiga, velika, največja. Ta druga, pred smrtjo, ne bo nikoli tako znana, zame pa ni manj vredna. Zame ni manj vredna kot prva. Glejte, tukaj nas je precej upokojencev, mojih let 80 bom kmalu, pa to nekje tako, da se razumemo, glejte, človek na koncu koncev od 45. do 90. Frankl je takrat 90 imel, ki je to pisal, še nekaj doživi, pa še nekaj domisli, dozori nekaj v njem,
Bistvo človeškega življenja po upokojitvi je samo eno. Samo ena zmožnost, prav Erikson, razvojni psiholog, se lahko razvije. To je zorenje, integriteta. Povezati vse izkušnje, vse znanje, vse upanje v eno lepo celoto, v šopu. To je Frankl naredil s to knjigo. Kratko, jasno, jedrnato, to pa ni obračun ne na taborišče, ne ničemer, ampak vse od rojstva staršev pa do 90. leta. Glejte, za takih smo toliko starih kot jaz, je ta knjiga dragocena, morda bolj kot ona. Ker je taborišča nisem doživel, sem to potem kaj takega, pa mi je knjiga dragocena ona, zelo, ne bom rekel, ampak ta pa je pravzaprav knjiga za obračun, za spomenik nad svojim življenjem. Črta, tole pa ostane. Vse pleve stran, ves prah stran, to pa ostane. To so taki kratki zapisi o vsem mogočem. Recimo ne samo o psihoterapiji, ki so tako dragoceni, tudi kritično na svojo smer, na logoterapijo, na svojo, pa ne z žalovanjem, ne kritično, ampak če hoče človek nekaj narediti, pa se temu posvetiti, mora biti pravi enostranski. To pomeni po svoje ozek. In če s to svojo enostranskostjo, danes bi rekli specializiranostjo, zadene takšno vprašanje, ki je vprašanje večine ljudi na svetu, mnogih v civilizaciji, potem se je splačalo živeti. In Frankl je to naredil. Zdaj sem malo dlje govoril, ampak vprašanje je bilo zelo lepo, pa izzivalno, ta log primerjave med obojim. Hvala. Gospod Meden, vi imate to srečo, da si knjige za prevajanje nekako lahko izberete za svojo dušo. Vsaka vas mora tudi nekako nagovoriti. Poleg tega ste med prevajalci verjetno največji specialist za logoterapevtsko terminologijo in ta jezik. Tako da smo zelo veseli, ampak kako pa ste vi doživljali prevajanje vseh teh 3 knjig? Zame recimo so bile te knjige malo drugačen izziv, ker sem tokrat prevajal z nemščine, drugače sem res v glavnem kar iz angleščine prevajal. Recimo ravno pri tej Franklovi knjigi je bil še mogoče dodaten izziv, ker noter Frankl celo nastopa kot priložnostni pesnik in se je bilo treba prevajalsko še tega nekako lotiti in to res tak poseben izziv. Drugače pa res tukaj pri tem se ni bilo, vsaj pri tej knjigi, ni bilo treba tako zelo ukvarjati s terminologijo in s tem, zato je pa to bolj izstopil Frankl sam. Tako kot je zanimivo katerokoli teorijo, vedo preučevati, gledati, ampak moram reči, saj mene osebno zmeraj zanima človek za tistim. In tukaj je izstopil človek. In ga tudi spoznavamo mogoče pri kakšnih drugih prvinah, ki nam sicer niso tako blizu, recimo, ko opisuje, odkot njegova po eni strani stroga razumskost, za katero pravi, da je pač po očetu podedoval, po drugi strani pa globoka čustvenost, ki jo je nekako po materi, kje se je to kazalo, ko recimo opisuje, kako piše, zelo praktično, rekel, od tega, kako sedi v posli in narekuje ženi in tako naprej, kako se je spoprijemal s starostjo, kako je stvari kompenziral, ko seveda stvari večkrat odpovedujejo, predvsem njegov odnos do humorja, ki je tudi prevajalsko koncu zanimivo, da se noter tudi pokaže tlele še ena njegova lastnoročna karikatura, ker je bil kar zmožen karikaturist. In njegov komentar na veliko resne stvari, recimo čisto en tak detajl, ko opisuje tam, ko pravzaprav niti veliko ne piše, poglavjamo naslov vera, ampak pa tako mimogrede opisuje svoj odnos do slučajnosti v življenju in opisuje, kako sta ženo prvič v življenju slučajno zašla v votivno cerkev, ravno takrat, ko je pridigar udrihal čez njega in čez njegovo knjigo.
in potem mu to pove in potem to kratko komentira. V glavnem nisem toliko pameten, da bi to skušal razložiti, ampak nisem toliko neumen, da bi pa to zanikal. Tako, mislim, taki drobci izstopajo do podrobnosti, recimo takih detajlov, da je bila njegova mati potomka hraškega maharala, ki je pravzaprav mogoče trenutno zanimiv, zdaj na veliko prodajajo Dana Browna knjigo o golemu. To je tisti rabin, ki naj bi po legendi imel s tem golemom upraviti in tako naprej. Mislim, ogromno enih podrobnosti, zanimivosti, predvsem pa živ človek izstopa iz te knjige. Doktor Mož, lepo, da ste to omenili. Vi ste Frankla osebno poznali, tudi njegov humor, njegove karikature, vas je kaj posebnega presenetilo iz te knjige? Ja, sem z užitkom poslušal vaše prevajalske te. To, kar ste povedali, ni bi nič dodal. Žal mi pa, da nimam s seboj svoje knjige, kljub vsemu rečem življenju, da, ker tam not mi pa v spomin, ko je bil, smo ga v Ljubljano pripeljali, ko je bil tukaj v Unionski dvorani prvič predaval, polno je bilo tudi Nazorjeva ulica, pa celo dvorišče, morda je kdo bil. To je bilo 92. leta, ja. Takrat mi je v knjigo za spomin ne samo podpisal se, ampak mi je naredil z eno potezo svojo karikaturo, ko predava. Frankl za pultom, ko predava. To je njegova pogosta, pa nimam danes s seboj, drugače bi vam pokazal, mi žal, če bi vedel. Tam je na koncu je to simbolično, to, kar sem prej rekel. Na prvi polovici življenja, pa potem še recimo, tudi druga polovica, glavnina, je Frankl bil zelo, zelo dejaven. Frankl ni bil pasiven, prepuščen na milost in nemilost usodi, tudi v taborišču ne. Tudi tam je vse naredil, kar se da za preživeti. Tudi svoji ženi je oporoko v Auschwitzu na rampi, ko so jih ločili, moški pa ženske, je rekel, brezpogojno samo ena vrednota je nujna, preživeti. Ona je bila zelo lepa in s tem je dal tudi odvezo, če bi jo kdo zlorabil, je še zmeraj manj, takoj Frankl rekel svoji ženi, samo da preživiš. Od tukaj naprej je samo eno. Vidite, tako da gledajte, Frankl je bil aktiven, dejaven posod in se je tudi risal kot predavatelj. Medtem ko v tej knjigi bi pa, kako bi rekel človek, če bi želel si, da nariše svojo karikaturo Frankl, pa ne bi bila karikatura, ampak bi bila to, kar indijska kultura reče, nirvana, dokončna umiritev ali pa po naše, kako bi rekel, predsoba, kot so pate obujev za nebesa. Tako da, to bi rekel dodatno v tej knjigi utrinek. Jaz bi pa vseeno še pri tej knjigi vprašala, zdaj smo govorili o izhodišču, o Franklu, o njegovem dojemanju, ampak če se prestavimo k sodobnemu bralcu, nekomu, ki bo danes vzel to knjigo v roke. Sodobni človek je obremenjen z jaz, od moje žene mož, kot bi rekli. Poleg tega smo ravno zdaj dali skozi tole debato okrog evtanazije, skratka zelo veliko aktualnih tem. Kako sta vidva to trenutno stanje spremljala zdaj, glede na to, da sta trajno okužena z logoterapijo? Kaj bi rekla sodobnemu bralcu pri tem, kaj lahko vzame za svoje življenje? Rekel, čist generalno je ta najlepš to, kar čist na koncu knjige napiše, v primerjavi s tem zagledanostjo vase, navaja, kaj je pravzaprav dal napisati v knjigah Who's Who in Amerika, mislim, v glavnem, da je on videl svoj smisel v tem, da drugim pomaga priti do smisla. Če to lahko človek reče, to je ta največ, in če tudi pri tem kaj uspeš narediti. Mislim, da je to sploh ta glavno sporočilo, s tem dajati odgovor življenju. To jaz mislim, da res za vsakega lahko velja.
Ja, za individualizem današnji, ki je rak rana v tem smislu, da ne vidimo več skupnosti, celote pa drugih, je gotovo cel Franklov nauk, ne samo ta knjiga, ker eno ključnih besed njegovega dela je preseganje sebe. Preseganje sebe pa pomeni čez svojo senco stopiti do drugega in prideti z njim v dialoški odnos. To se pravi v obojestransko pretočen odnos. Kaj pa individualizem? Individualizem je pa zamašen vodovod in kanalizacija. To pomeni, jaz sem zaprt v svoj mehurček, ne dobivam od drugih vodovoda in od mene ne gre nič. Utapljam se v svojem gnoju. Glede, to preseganje je bistveno. Tako da Franklov je celo njegov je zdravilo proti njemu. Čist konkretno pa recimo, jasno je, celo stoletje 20. je bilo jasno, da nacizem ne bo edini, ali pa komunistični gulagi, pa fašistični rabi ne bodo edin poskus razvrednotenja človeka, da se bo ta stvar iz ene diktature, ki je od vrha navzdol, vrnila kot bumerang, da bo od spodaj navzgor. In od Evropa zdaj od spodaj navzgor in rine v individualizem, samozadostni in v evtanazijo, kot eno od posledic tega. Zdravilo proti temu je poleg Frankla so iskali mnogi. Ena od njih je medicinska sestra, zdravnica pa socialna delavka Saundersova v Londonu. Je tudi Muhoževa izdala eno knjižico od Saundersove. Ona je začetnica paliativne oskrbe pred 50 leti. Večno, zdaj že 60, ampak na višku je bila pred 40-50 leti v Londonu. Ona je začetnica paliativne oskrbe, začetnica sodobnega hospica, spremljanje umirajočih, se pravi solidarnosti, preseganje sebe, kadar ima človek kaj zdravja pa moči, zato da pomaga tistem, ki je čist na koncu z močmi, da do konca dozori in se človeško poslovi. Glede, Saundersova je gradila na Franklu in velika prijatelja sta bila. Tako da že to vidite, Frankl je odgovor pravzaprav med psihoterapevtskimi, psihološkimi smermi, bi rekel, pa ne zato, ker sem logoterapeut tudi sam, sem sam tudi druge smeri specializiral pa študiral in jih cenim enako, ampak za to obdobje nemoči, spremljanje umirajočih, tragike, pa tudi za obilje. Njegova učenka Lukasova je 40 let za Franklom delala ne v koncentracijskem taborišču, pa v bolnici samomorilci kot Frankl, ampak v najbolj bogatem delu Münchna. In pacijenti, ki so hodili k njej na psihoterapijo, so imeli enake probleme, kot jih imajo ljudje v skrajni bedi, pomankanju in trpljenju. To se pravi, logoterapevtska ugotovitev od Frankla naprej, Lukasovi je, veliko obilje prinaša množično iste psihosocialne motnje človeku kot posamezniku, depresijo in tako naprej, kot zelo huda revščina in trpljenje. Glejte, oboje in Frankl, njegov nauk, Saundersova je en mejnik, ki kaže, je uporabna proti evtanaziji, pa ne samo za tiste, ki v hospicu delajo, pa sodelujemo, ampak za vsakega človeka. Jaz zdaj razmišljam zadnje 2 leti, ko je jasno, da bomo fasali en zakon, ali pa bo zelo surov, tako kot je kanadski, pa slovenski, tak je bil, ki zdaj ali bo potrjen, ali ne bomo videli, Glejte, zelo surov, pa kanadski, pa kaj takega. Švicarski ni surov, avstrijski tudi ne, recimo. Ampak fasali pa bomo, ker cela Evropa rine od spodaj navzgor. Kdo rine v evtanazijo? Ne Golob pa Srebrna nit. Oni so protagonisti. Mi, ki nam je nerodno, da smo stari.
Mi rinemo, gledajte, in zdravilo proti temu je Frankl, Lukasova, Saundersova, imajo zdravila za mene, za Jožeta Ramoša. Jaz razmišljam, se pravi, že 2 leti o tem, kaj lahko naredim zase, pa za eno skupino 10-15 ljudi, za to, kar je Pediček rekel, za tanatagogiko. Ne samo pedagogika, pa andragogika, pa gerontagogika, pa tako naprej, pa hebegogika. Pediček je rekel tudi tanatagogika. To se pravi vzgoja za srečno smrt. To rabi Evropa. In Frankl, logoterapija, Saundersovo in Lukasovo, za nas, ki živimo v obilju, ima dobre temelje za to. Vsem, kar ste zdaj omenili, vsem, kar smo poslušali na teh soočenjih in tako naprej, kot uvod v naslednjo knjigo Dialoško ste že malo omenili, kako pomembno se je pogovarjati, če tudi ali pa prav zato, ker se ne strinjamo. Ja, to v tej, ne? Glejte, ta je meni zelo pri srcu tudi. Sem zelo vesel, gospod Meden, da ste jo vzeli v roke. Lapide je velik genij, judovski genij, ki je največ doprinesel v 50 letih, pa v 60-ih, ko je bil visoko intelektualec v Evropi, zato da krščanstvo, posebno katoliško, pa tudi protestantsko, ni več v sovraštvu z Judi. Da ni več v sovraštvu z Judi. Drugi vatikanski koncil. To je zasluga Lapida. Jaz sem po svoji knjižnici, takrat, ki je to prevedeno bilo, še najdel knjigo, ki imam že 30 let, od Lapida, ima naslov Predigten jeden Synagogen, se pravi, pridigal je v naših, ali pa v njihovih, v judovskih sinagogah. Se pravi, judovska razlaga evangelijev je pod naslov. Lapide je Jud, ki je, noben ga ni presegel v zgodovini, ki je s kristijani, s krščanstvom prišel v tako globok dialog, da čez se najbrž v 20. stoletju, 21. ne da. Frankl je pa bil veren in nevero in cinizem vse dal skozi, že v mladih letih, tako da je pa pozval, in ko sta ta dva človeka šla v dialog, privaten, nejaven, par dni sta se pogovarjala, pa sta snemala, ampak sta se pogovarjala kaj? Oba sta bila stara, sta bila takrat v mojih let, oba malo mlajša, ne? Od mojih let, 10 let že mlajša, sta se pogovarjala zase, kaj so zadnja vprašanja, ki na nje treba odgovoriti. Bivanjska, smisel življenja, vera, Bog. Glejte, Lapide Jud, ki je bil zelo širok, tako kot težko najdeš, tako širokega ekumenskega človeka. In Frankl, ki je bil Jud, vendar pa je svojo vero imel vse življenje popolnoma privatno v ozadju. To je tudi govoril. Molitev, vera, to je tako, kot je marksizem rekel, to je privatna zadeva, to ni za javnost. 3 stvari niso za javnost. Spolnost, pa vera, molitev, to ni za javnost. To je Franklov nazor, ali pravi, ali ne to. Vsak sam presoja, ampak to je gledal. Tukaj sta se pa pogovarjala tako odprto, da podobne knjige na intelektualni višini težko najdeš. To je dialog. Medsebojno bogatenje. Ta dva človeka sta drugega zelo obogatila na stara leta s tem pogovorom, s dialogom. Tudi mene, ko berem, ko sem bral njun dialog. Morda, če boste vi brali, pa ni možda, da ste stari 80 let, lahko ste 40. Če boste brali, pa vas to zanima, prvič temeljna vprašanja o smislu. Ne samo v smislu, kaj ste, moje levkemije ali karkoli na starost, ampak življenja, bivanja. To, kar danes Evropa nima odgovora. Zato je nihilistična pa cinična. Frankl je pa sebe definiral v prejšnji knjigi, da cel življenje se je boril proti cinizmu in nihilizmu. To je Frankl.
Glejte, če vas to zanima, potem vam je Lapide pa Frankl njun dialog dragocen. Je pa zahteven. Pa še nekaj, če vas zanima dialog, to pa pomeni, da vsak pove vse, kar misli in čuti, vendar pa ne kot zadnjo besedo. Tudi drugega posluša vse, kar misli in čuti. To, kar sem prej rekel, da je oboje stransko odprt komunikacijski kanal. Boljšega, kako bi rekel, prakse, kako dialog oboje stransko teče na najtežjih vprašanjih. To je redko. Jaz nisem pri kristjanih, pri nobenem kristjanu nisem še bral, ne pravoslavnem, ne katoliškem, ne evangeličanskem, tako globokega duhovnega dialoga kot med dvema človekoma, od katerih nobeden ni profesionalni vernik, ni duhovnik, ni teolog, nobeden od njiju. Ampak eden je kulturolog judovstva, pa dialoga, eden pa psihoterapeut, psihiater. Ampak od teh zadnjih vprašanjih imate pa tako pošten dialog. Jaz sem se veliko naučil iz tega. Gledajte, ker pri nas v skupinah starih ljudi za kakovostno staranje rečejo, dveh stvari se ne smemo pogovarjati, ker se bomo skregali. O veri pa o politiki. Ker se bomo skregali. Ja, dokler smo ne zreli. Če smo pa zreli, da moja vera ne ogroža tvoje nevere, pa tvoj komunizem ne ogroža mojega krščanstva, pa če ti iščeš v globinah, to, kar je Trstenjak rekel, človek po psalmu, človek je brežno, psalm pa pravi, brežno kliče brežno. Človek je bitje brez dna. In ko iz tega dna izvesti, iščeš, pa ne sam, ampak z drugim, in ko prideva v stik, gledajte, to je dialog na najgloblji ravni. Tako da jaz že dolgo zdaj ne govorim več, moramo se izogibati političnih pa verskih tem, da se ne bomo skregali. Ja, če smo nezreli, otroči, ne otroški, ampak otroči, potem se izogibajmo, boljško, da se stepemo, pa oči spraskamo. Cilj pa ni to, da ostanemo otroči do 80. leta, ampak da dozorimo v svojem nazoru, v svoji duhovnosti, v svojem verovanju, jaz in drugi, in da iz te globine, kot psalm pravi, brežno kliče brežno. In drugo brežno mu odgovarja. Ta dialog je zorenje. Gospod Meden, kako pa je vas obogatila ta knjiga, se pravi iskanje Boga in vprašanje smisla? Spet mi je zelo blizu ravno zaradi tega, ker tukaj se pa, že pri tej knjigi se Frankl razkrije, pač v svojim življenjepisom, tukaj se pa res, tako kot je že gospod povedal, zlasti, kar se njegovega verovanja tiče, njegove osebne vere, ki jo je res kar skrival, moramo reči, ali pa se zelo omejil, velikokrat sam sebe citiral, zato da se omejil, trudil se je za razmejitev psihoterapije in religije, ampak tukaj je pa stopil korak dlje, kot je sam temu Lapidu priznal, da ni še nikomur tako zelo iskreno, osebno povedal. Lapide ga je tudi večkrat nekako izzval, kako se je počutil v taborišču, a je molil, kaj se mu je dogajalo. In moram reči, da kar dosti osebno že pove, ker se res pogovarja privatno. Tukaj se pogovarja on privatno, kot zasebnik, govori o osebnih mnenjih in se predvsem pogovarja v toplem prijateljskem ozračju z dvema prijateljema, kar je tudi bistvena razlika. Glede dialoga sem hotel zraven reči, to res v najboljšem pomenu tisto, čemu Angleži rečejo to agree to disagree. Lahko se ne strinjava, ampak lahko se razumeva. Točno. In mislim, da tukaj je res dialog med in teologom in recimo znanstvenikom, med vero
in znanostjo, hkrati pa tudi zaštejeno zgodbo. Dialog. No, v glavnem dialog. No. To lahko si povesta in zelo osebno. Všeč mi je bilo tudi to, no, glede na to, da jaz sem vendarle nestrokovnjak pri tem, je zelo dober uvod tega Vatjanja, zelo nazorno pove to, kar Frankl povsod drugje razklada o vseh treh pojmovanjih smisla, s katerim pojmom se logoterapija predvsem ukvarja, predvsem s smislom trenutka in nekoliko s smislom življenja, celotnega življenja, še najmanj pa smislom vsega obstoječega, s čimer se pa pravzaprav bolj religija ukvarja. To zelo dobro razloži in tukaj noter pa recimo v tej knjigi pa Frankl prestopi mejo čisto na zasebnem področju in govori tudi o tem tretjem vprašanju. Tukaj se mi je knjiga še najbolj dotaknila. Zdaj, glede na to, da imamo še eno zelo zanimivo knjigo, ampak jaz vas moram vprašati, obe knjigi sta na nek račun, na nek način obračun z življenjem. Ko sem vas jaz prvič srečala, ste me usmerili na svojo knjigo Sožitje v družini. In tema je bila taka, skratka, od takrat nosim tisto misel, ki ste mi jo takrat povedali, da si moramo vse življenje truditi, da bomo prijetni starčki. Kdaj je treba s tem začeti in ali je kdaj prepozno? Ja, jaz ta stavek krat rečem, ampak nikoli v obliki splošni. Moramo se truditi, da bi bili. Jaz samo zase zmeraj rečem naslov, ali je to naslov poglavja članka, rad bi bil prijeten starček, rad bi bil, ali ne bo rata, ali ne, pa boste mogli drugi vprašati, pa ne preveč čakati, ker jaz sem to že zdaj. No in zdaj smo še pri tretji knjigi, ta pa govori o življenjskem obračunu, ki mu posameznik tako ali drugače ne more uiti, ne glede na starost. Jennifer Tege je Nemka po očetu temnopolte rase. Opisuje svoje dramatično soočenje z družinsko dediščino, z družinsko zgodovino, ko namreč v knjižnici odkrije knjigo, o kateri nastopa njena biološka mati. Ugotovi, da je njen ded Amon Göth, zloglasni poveljnik nacističnega koncentracijskega taborišča Plaszow, in da ga zaradi filma Schindlerjev seznam v njegovi sadistični maniri pozna ves svet. Od tu tudi naslov, če bi me ded Amon poznal, če bi poznal svojo vnukinjo, bi jo gotovo ustrelil. Gospod Meden, zdaj bom pa vas prvega vprašala, kako ste se srečali s to knjigo in zakaj ste si rekli, da to mora slovenski bralec prebrati? Pravijo, da knjige imajo svojo usodo. Ko sem pred 10 leti prevajal Schindlerjev seznam, takrat sem jaz delal v knjižnici, v nabavi, in takrat mi je prišla pod roke tale knjiga. Slučajno niti nisem takoj pokapiral, no, zakaj gre, ugotovim, kot nalašč, skoraj v istem času je prišla. Tako da sem že takrat rekel, takrat sicer v angleškem prevodu, ne, da sem rekel, tole bi bilo pa vreden prebrati. Za povrhu pa še tako, bolj ko recimo znova prebiram knjigo, ugotavljam, da na svoj način iz svojo življenjsko zgodbo pripoveduje Jennifer podobne stvari, kot jih recimo pri Franklu beremo, spoznavamo, mogoče bolj teoretično, ne? Recimo ravno prej sem tam gledal, ko smo že takrat govorili o Schindlerju, Amon Göth je bil, pravijo, nekakšen njegov alter ego. Bila si zelo podobna, veliko skupnih, rekel, čisto življenjskih podrobnosti je bilo, zelo sta si bila podobna, ampak recimo Jennifer zelo lepo pravi, oba sta imela moč, ampak Amon jo je izkoristil za to, da je ljudi uničeval, Schindler pa za to, da je ljudi rešil. Zmeri imaš možnost izbire. To je to, kar Frankl pripoveduje, to, kar logoterapija uči. Hkrati pa je recimo njena zgodba res pretresljiva, ker se na večjih nivojih, ona je bila, jo je mati dala v rejo in se je cel življenje pravzaprav borila za identiteto, kdo je,
komu pravzaprav pripada, a jo ima sploh kdo rad, a je dost vredna. Hkrati pa potem, ko pri 38 ugotovi še svojo družinsko zgodovino, jo je spet ponovno vse povozil in se ukvarja s problemom krivde kot take, koliko je ona tega podedovala in kakšna zdaj ona je, in se torej ukvarja, recimo, se ukvarja z vprašanjem, ali se nacistični gen lahko podeduje ali se ne, z vprašanjem kolektivne krivde, s krivdo drugega in tretjega rodu množičnih morilcev in tako naprej. Tako da knjiga je pretresljiva in tudi pride do končnega nekako odgovora, ki mislim, da vsem nam govori. Tako da, pa predvsem je to živa zgodba, spet zgodba živega človeka. Gospod Ramovš, Franklu veliko smo prebrali, veliko je zapisanega, kako je on to travmo taboriščno predelal. Na nek način sta povezana z Jennifer Tege, zato ker je Jennifer recimo se najbolj bala srečanja točno s takimi ljudmi. Ona je študirala v Izraelu, skratka je imela ogromno judovskih prijateljev in potem, ko je ugotovila, kakšno dediščino nosi, jo je bilo najbolj strah soočenja s točno takimi ljudmi, kot je bil Frankl, skratka s preživelimi. Ta travma je zelo različna, ampak na nek način zelo podobna. Kako je s to travmo? Kako jo predelati? Kako nujno jo je predelati? Ja, tukaj verjetno smo pa na meji možnega, vendar pa, gledajte, meja možnega je zmeraj najbolj vabljiva. Najbolj vabljivo je iti v vesolje, kaj s tem. Tisto, kar je, ali pa vzpon na Mount Everest, ali pa vse 8000 osvojiti, recimo, naši alpinisti. To je meja možnega telesno. Meja možnega duševno, intelektualno je biti Einstein. Meja možnega umetniško je biti, kaj s tem, Rembrandt ali karkoli, ali pa pri nas Cankar, Prešeren. Meja možnega je najbolj vabljiva za človeka, ker človek je bitve, ki zmeraj sam sebe presega. Trstenjak je rekel, hoji za seboj. In odpuščanje, krivda, reševanje krivde, kesanje, se pravi, krivdo rešujemo s kesanjem, krivico pa z odpuščanjem. To dvoje verjetno je na antropološki ravni, na tej medčloveški, ali pa če hočete duhovni, etični vrh, osvojitev vseh 8000. Biti Einstein. To je verjetno to. Je to cilj, ki je možen, pa boste rekli, za vsakega človeka, Frankl bi rekel, za vsakega. Jaz sem tudi prepričan, da je za vsakega pa magar, če gremo na hospicije, s hospicom sodelujem z Metko Klevišarjevo od začetka sva bila, ko je začela kolega in so še zmeraj prijatelja. Glejte, to je možno ne teoretično, po logoteoriji Franklovi, ampak tudi praktično. V hospicu, v hiši hospica se vidi, da mnogi pravzaprav zadnji dan, zadnjo uro ne samo naredijo spravo sami s seboj, pa spravo z najbližjimi, ki jim potem pomeni največjo doto. Koliko sem slišal zgodb že. Recimo je hčerka rekla, čisto kratka zgodba. Je hčerka ena mi prepovedovala, upokojenka. Je rekla, meni je oče največ dal zadnjo uro življenja. Cel življenje je brata gor držal, mene pa zelo preziral. Ko pa je obnemogel, ga je pa ona negovala, kot upokojenka. Negovala, ker je bil čist nebogljen. Ne vem, koliko časa, ampak ga je negovala in tik preden je umrl, zadnjo uro življenja, moj solza prišla, pa ji je roko dal, pa rekel, a me lahko odpustiš? Cel življenje sem ti krivico delal. Brata sem cenil, tebe pa preziral. Cel življenje sem ti krivico delal, zdaj ko pa sem nemočan, ko umiram, pa ti
sin me ne pride niti obiskat, ti me pa neguješ, kot je tvoja mati tebe kot dojenčka. A me lahko odpustiš? Pa sta se objela, pa zjokala, pa je umrl. Glejte, to je možno. To je možno vsakemu, ali zadnjo uro, boljše pa prej. Frankel je to naredil, ko je iz taborišča prišel. On ni gojil nobene zamere. On je bil borec proti kolektivni krivdi Nemcev. Zato bi bil on njen zaveznik. Je pa najbrž antropološka ena skrivnost, kako je možno ne prenašati to, kar zdaj vidva debatirata pa je v knjigi. Kako je možno ne prenašati krivde iz enega na drugega. Če je tisti, ki mi krivice naredil mrtev ali pa nedosegljiv, jaz bruham kozlam po vseh okrog sebe. A drži? To je prenos krivde. Kako je možno krivdo, to je Frankel vedel, ker je to naredil. Tako, da se spravimo sami s seboj, pravzaprav, da svojo krivico, ki se nam je zgodila, spremenimo v dosežek. Če že hočete v prispodobi, gnoj v gnojilo. Koncentracijsko taborišče je za Frankla težek gnoj. V tem gnoju, tudi ko je preživel, bi se zadušil in bi bruhal tako kot mnogi, ki so iz taborišča prišli. Edini cilj, tudi v avtobiografiji to piše, mislim, edini cilj je bi bil maščevanje. Ne s tistim z nacisti, ampak kogarkoli. 10krat toliko jih bom pobil, kot sem videl, da so jih pobili. Vidite? To mu je Franklu, njegov prijatelj Jud na sprehodu v Dachau po osvoboditvi pripovedoval. To zgodbo. Jih bom. Moj edini smisel življenja je ljudem bolj hudiča dati, kot so ga meni dali, tukaj v Dachau. Frankl pa ne. Frankl je pa prišel do tega. To se pravi, ta zadeva, odpuščanje, kesanje, sprava s seboj in z ljudmi je vsi 8000-aki na duhovnem in etičnem področju, vendar je pa dosegljiva za vsakogar. Frankl je pa na tak način utiral, da pravzaprav je dobro pot markiral tudi za druge. Vprašanje za oba. Glede te knjige, namreč Jennifer tega v besedi, oziroma imamo živo zgodbo, kaj pomeni ta krivda brez krivde. Ona ni bila ničesar kriva, ampak kljub vsemu spremljamo njeno zgodbo, njeno čutenje, kaj je to za njo pomenilo, čez katero pot je morala iti. Tega tudi po zgledu, lahko nam je Frankl zgled, ampak ne more nam prihraniti te poti. In recimo, zakaj je ta knjiga tako pomembna tudi za Slovence? Nemci so ogromno se ukvarjali z lastno krivdo in ogromno so to prečiščevali. Kje smo tu Slovenci kot narod, glede na to, da lahko rečemo, da smo pustili to za seboj, da delamo gnojilo iz gnoja, ampak pod črto še vedno ne moremo pokopati določenih kosti. Ne vem, zdaj jaz ne morem za Slovence govoriti, ampak morda tukaj imam ene dva odlomka, ki zanimivo o tem govorita. Kaj je sama Jennifer ugotovila? Napisala je, krivda ni dedna, močno pa se dedujejo občutki krivde. Otroci storilcev na svoje otroke nezavedno prenašajo svoje strahove, občutke sramu in krivde, navaja enega tam psihoterapeuta, in to v Nemčiji prizadeva bistveno več družin, kot bi si človek mislil. Ta možakar je tudi sam komentiral, to je rekel, nasilje in brutalnost močno vplivata na naslednje generacije. Človek ne zboli zaradi samih dejanj, temveč zaradi molka o teh dejanjih, zaradi nesvete zarote molka v družinah storilcev teh dejanj, ki se nemalokrat razteza skozi več generacij. Potem pa pravi tudi še tako, pravi, ukvarjanje z dejanji naših prednikov ni akademska razprava, družine razžira.
In potem prav, da bo ta preteklost verjetno tudi vplivala sigurno na njena otroka. Ampak prav, verjamem, da smo lahko preteklosti kos in jo sčasoma pustimo za sabo, le če se z njo odkrito soočimo. Vsakdo, ki misli, da mora sebe in svojo identiteto skrivati, bo zbolel. Gospod Ramovš, kdaj bomo mi? Nikaj dodati, po moje nikaj dodati, tako da vi. Je pa rekel, v teh vedah, ki sam antropologija pa psihoterapija, prihaja počas po stoletju nazora, da je treba, oprostite izrazu, drek mešati in ko je dosti zmešan, postane iz njega potem marmelada. Ne. Spoznanja zdaj po 90. letu v psihoterapiji so zelo jasna, da je treba 5-krat več se ukvarjati z tem, kar je lepo, dobro, resnično, da se naredi dober temelj, tudi pri ljudeh, ki imajo veliko grenkobe. Če začneš z grenkobo, bom spet ponovil, mešaš drek in ga je čedalje bolj smrdi. Če pa poiščeš to, kar je Frankl tudi delal, en žarek, eno stvar, tisto pa potem gojiš, pa tam delaš, gledajte, pa delaš temelj, obdeluješ zemljo, zato da potem tudi ta občutek krivde, občutki krivde so bolna zadeva. Krivda je realna, če človek nekaj hudobijo naredil, je to kriv. Če pa ni nič naredil hudega, pa ima občutke krivde, je pa to težka nevrotičnost, bolezen seveda. A ne dajte? Tako da tudi občutkov krivde ne moramo kar tako izruvati kot en zob, ki je gnil. Ne. Treba je, kot poljedelsko, obdelati tla, da bodo dobra, posaditi dobro in dobro preraste slabo. Slabo pa spodaj se gnije. S tem ne rečem, da ni treba slabega tudi obdelati, ampak obdelovanje grdega, slabega, krivic pa krivde je trda zadeva, tako da tlele nimamo ne časa, ne to, da bo o tem govorili, vsak pa lahko obdeluje dobro. Spoznanje, ki je zdaj zelo trdno raziskovalno za cel svet, je 5 lepih stvari je treba pomisliti na eno grdo. Pa grdo ne najprej, pa nazadnje, ampak če nekje v sredini. 2 dobri, 1 grdo, 3 dobre. To je bilanca doživljenja. Doživljenje pa imamo v oblasti. Doživljanje je pa tista stvar, ki lahko sami usmerjamo. Kako že pravijo, 5 pohval ali celo več na eno grajo. Za zaključek, danes smo se že v naslovu nekako podali na pot iskanja eksistencialnih odgovorov in smisla v življenju. Glede na to, da sta vidva strokovnjaka na tem področju, z veliko izkušenj, z veliko knjigami prebranimi in napisanimi, kaj bi nam svetovala, kaj konkretnega bi vidva priporočala za popotno torbo na takem potovanju? Jaz bi morda kar prebral en odlomek iz Jenniferjeve knjige, ki mislim, da za naš čas kar nekaj zelo konkretnega govori. Napisala je: prelahko je sovražiti Amona Geta. Če so morilci postali Nemci in njihovi zavezniki, lahko morilci postanemo tudi mi. Če so pogledali stran Nemci, se to lahko zgodi tudi nam. Upam, da se bosta moja sinova vedno spominjala tega, da bosta v Palestincih, lahko bi pa rekel v Judih, lahko bi rekel v beguncih, lahko bi rekel v Rusih, jaz ne vem, kjer bo, vselej videla ljudi, ne pa sovražnike. Ja, če je nama ta knjiga veliko pomenila, vam, da ste prevedli, potem je edina zadnja beseda, kogar to zanima, naj bere. To je pa že reklama, ne? Skratka, če nič drugega ne boste dali v popotno torbo življenja, spravite tja nekaj knjig in tele 3 so vse 3 dobra izbira. Spoštovana gospoda, najlepša hvala za tole druženje, vedno je užitek se pogovarjati z vama, verjamem, da tudi našim gostom. Še kdaj
Prihodnji teden imamo vse še en dogodek, tako da letos se še družimo v Bohorjevi knjigarni, sicer pa najlepša hvala za vaš obisk in pozornost danes. Hvala.